prošnjem dnevu, ki je tudi 100. rojstni dan svetega papeža Janeza Pavla II., ki se veseli v nebesi. In tam z nami skupaj praznuje, ko razmišljam o prošnjem dnevu, ko so naši predniki se s tako globoko in tudi iskreno vero priporočali za blagoslov svojega dela. Zato, ker so čutili, da je po njihovem prizadevanju in po darovih narave, po vremenu, lahko rečemo, odvisno preživetje, ker so skrbeli za živež, živež pa je znamenje življenja. Danes tudi skrbimo za preživetje, tudi s tem, da si predelamo potrebe živež, pa tudi z drugim delom, zato ker svojim delom ne pomagamo samo sebi, ampak tudi drugim, širše. Zato je prav, da prosimo za blagoslov našega dela, da naše delo ne bi bilo polno truda, potem pa malo uspeha. In ta uspeh, ki ga lahko doživljamo, je lahko zopet hvaležnost do Boga. Lahko bi rekli, se veliko trudimo za veliko stvari. To je res in to je tudi priznanje. Po drugi strani pa smo lahko Bogu hvaležni za sposobnosti, darove, da lahko tudi delamo za primerno zdravje, da živimo v tem času in tudi v tem kraju. In ko razmišljamo o današnjem prvem prošnjem dnevu in o rojstnem dnevu svetega Janeza Pavla II., za katerega je danes zjutraj papež Frančišek naglasil, da je bil v prvi vrsti mož molitve. Ko je označil Janeza Pavla II. Za moža molitve, to je prvo delo, najpomembnejše delo, tisto delo, ki rodi večne sadove. Naše ostalo delo rodi sadove, ampak so minljivi. Molitev pa je tisto delo, ki jo ne primimo z rokami, celo Svetopismo pravi, kar se ne vidi je večno, kar se vidi je začasno. In sveti Janez Pavel nam je res gled v molitvi, ki je zopet molitev prošnje in molitev zahvale. Drugo stvar, kar je naglasil njegovo držo do bližnjega ali bližino, sočutje. To lahko opazimo v njegovem delovanju, v številnih obiskih, ki so bili v zadnjih letih zanj zelo naporni. In ko razmišljamo o prošnjem dnevu, ki je usmerjen v prošnjo za blagoslov našega dela, ali ste kaj pomislili, da večino našega dela, ki ga opravljamo, je namenjeno za druge? Saj mi delamo tudi za nas, ampak večino, kar se ustvarja, recimo zaposlenost v službi 8 ur, je delo za drugega. Tudi na drugih področjih. V zdravstvu se to skoraj najbolj jasno pokaže, delo za bližnjega, za drugega. In naše ustvarjanje, delo, prizadevanje je lahko plemenito takrat, kada tudi čutimo, da drugi je lahko deležen naše dobrote, naših darov, naših sposobnosti. To nas lahko veseli. Ne samo zaslužek, ki je nujno potreben za preživetje, ampak tudi odnos, po mojem delu bo nekdo deležen nekaj dobrega. In to bližino je sveti Janez Pavel II. Izražal s svojim življenjem, pozornostjo, besedo in z obiski. In na koncu je tudi omenil njegov čut za usmiljenje. Omenil je prav sorojakinjo Faustino Kovalsko, usmiljenje, ki je tudi ena glavnih drž človeka.
Zato, ker v svojem delu, delovanju, življenju nismo popolni in lahko povzročimo tudi slabe stvari, da prosimo usmiljenja zase in za druge. In naj bo prošnji dan, tudi dan prošnje za usmiljenje, naj se nas Bog usmili, da popravi tisto, kar ni prav v našem življenju. To je v naši zgodovini, tega ne moremo spreminjati. Lahko pa to sprejmemo in Boga prosimo, Gospod, usmili se nas. Tako kot smo bili deležni blagoslovljene vode, znamenje krsta, v prošnji za usmiljenje, da bi vredno vstopili v to daritev svete maše, da bi bila naša molitev iz čistega srca. Zato tudi skupaj vstopimo v molitev naših prošenj, nekatere bomo izrekli na glas, druge pa Bog tudi pozna in vidi v naših srcih. Bratje in sestre, ko smo danes zbrani tu v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Božjem oltarju in obhajamo prvi prošnji dan, zaupno prosimo Gospoda. Gospod Jezus, blagoslovi našo skupnost za živo vero, trdnim upanjem in gorečo ter požrtvovalno ljubeznijo. Prosimo, da usliši nas. Nakloni našim družinam lepo razumevanje, naši krajevni skupnosti duha vzajemnosti, našemu narodu blaginjo in vsem ljudem pravi duhovni napredek. Prosimo, da usliši nas. Ozri se na tiste med nami, ki so v kakšni nevarnosti, na trpeče in bolne, tolaži jih in jim pomagaj. Prosimo, da usliši nas. Daj nam prave medsebojne ljubezni, da bomo drug za drugega radi molili in se radi žrtvovali za vse dobre in plemenite namene. Prosimo, da usliši nas. Podeli našim rajnim, ki si jih poklical po plačilo, večni pokoj in nemenljivo srečo v svoji ljubezni in slavi. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus, tvoja družina smo, tvoji učenci in tvoji prijatelji. Usliši naše prošnje, ki smo jih izrekli na glas, pa tudi tiste, ki jih nosimo v tišini svojega srca. Daj, da bomo živo začutili tvojo navzočnost in ljubezen, zdaj in vekomaj. Amen.